Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovane učiteljice in učitelji, drage učenke in učenci. Letošnje šolsko leto se zaključuje na drugačen način, kot smo ga vajeni. Bolezen COVID-19, ki je zajela ves svet, nas je v mesecu marcu ustavila in nas prisilila, da smo se šolali od doma. Življenje ne teče več na enak način, kot smo ga vajeni. Prilagodili smo se. Zato imamo tudi danes proslavo ob državnem prazniku dnevu državnosti na drugačen način. Danes je praznik vseh učencev, saj se končuje še eno šolsko leto. Jutri pa praznuje naša država. 25. junija obeležujemo slovenski državni praznik, dan državnosti. Dan, ko smo Slovenci pred 29 leti dobili svojo državo. Zgodovino Slovencev si poglejmo v animirani predstavitvi. Pokončni človek se je pojavil pred približno milijonom let. Takrat se je začela prazgodovina. Ljudje so se preživljali z lovom, nabirjanjem sadežev, pogosto so se selili. Iz tega obdobja poznamo kamnino dobo ter dobo kovin, bakrina, bronasta in železna. V letu 1 so naše ozemlje osvojili Rimljani. V naše kraje so prinesli svoje navade in način življenja. Gradili so ceste, vodovode, hiše, palače, imeli so mogočno vojsko, uvajali so latinski jezik. Eden od vzrokov, da je rimska država propadla, so bili napadi barbarskih ljudstev. Naši predniki Slovani so se kmalu po letu 550 začeli naseljevati v vzhodne Alpe. Bili so poljedelci in živinorejci, živeli so v preprostih kočah, zemljankah, častili so razne bogove. Kmalu se je za del slovenskih prednikov uveljavilo ime Karantanci. Prebivali so zlasti na Koroškem, kjer se okrog leta 630 omenja kneževina Karantanija. Obstajala je okrog 200 let. Imeli so poseben obred ustoličevanja, ki je potekal v slovenskem jeziku. Karantanija je okrog leta 820 izgubila samostojnost in bila vključena v veliko frankovsko državo. Ko pa je propadla frankovska država, je prišlo ozemlje Karantanije v okvir nemškega cesarstva. V preteklosti je velik del današnje Slovenije spadal pod nemško državo. Slovensko ozemlje je bilo razdeljeno na dežele: Koroška, Kranjska, Štajerska, Goriška in Istra. Manjša enota je bil Trst z zaledjem. Obalni del je moral okrog leta 1280 priznati oblast Beneške republike. Slovenske dežele so proti koncu srednjega veka in na nadaljnjih 200 let ogrožali Turki. Turki so ropali, požigali vasi, pobijali prebivalce, mnogo fantov so odpeljali s seboj in jih vzgojili v janičarje. Kmetje so v samoobrambi začeli graditi obzidja okrog cerkve. Tako utrjene cerkve imenujemo protiturški tabori. O bližajoči turški nevarnosti so se kmetje obveščali z zvonjenjem in kurjenjem kresov. Večina slovenskega prebivalstva so bili v preteklosti kmetje. Njihovo življenje ni bilo lahko. Kmetije, ki so jih obdelovali, niso bile njihova last, ampak last zemljiških gospodov. Morali so mu plačati dajatve in opravljati tlako. Strojev ni bilo, razsajale so bolezni, kot je kuga, ropali so jih Turki, zato so se začeli upirati. Na Slovenskem se je zvrstilo veliko uporov, vsi pa so se za kmete slabo končali, ker so bili kmetje slabo povezani in slabo oboroženi. V zadnjih 100 letih smo Slovenci doživeli 2 svetovni vojni. Prva je trajala 4 leta, od leta 1914 do 1918. Prizadela je mnoge slovenske družine, mnogo mož in fantov je padlo na raznih frontah, največ v Galiciji. Po prvi svetovni vojni je država Avstro-Ogrska razpadla na več novih držav. Slovenci smo se leta 1918 vključili v novo državo, kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Pozneje se je ta država preimenovala v kraljevino Jugoslavijo. Minilo je komaj dobrih 20 let od konca prve svetovne vojne, pa se je začela že druga svetovna vojna, še strašnejša od prve.
Vzela je 50 milijonov življenj. Na slovensko ozemlje so leta 1941 vdrli 3 okupatorji, Nemci, Italijani in Madžari. Okupator je mnoge Slovence preselil z domače zemlje. Veliko so jih odpeljali v koncentracijska taborišča, od koder so se vrnili le redki. Kmalu po začetku druge svetovne vojne so Slovenijo okupirali nemški, italijanski in madžarski okupatorji. 1945 je bila razglašena Republika Jugoslavija. Ta se je nekoliko pozneje razglasila za Socialistično federativno republiko Jugoslavijo. Bila je razdeljena na 6 republik: Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno goro in Makedonijo. Glavno mesto celotne države je bil Beograd. Počasen gospodarski razvoj Jugoslavije je usmerjeval Slovenijo. Slovenci smo zahtevali več osebnih svoboščin in zahteve po samostojnosti so bile iz dneva v dan glasnejše. 23. december 1990 je bil za Slovenijo pomemben dan. Tega dne se je večina Slovencev na glasovanju izrekla za samostojno državo. Zato takrat praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Čez pol leta, 25. junija 1991, smo razglasili neodvisno državo Slovenijo. Slovenija je majhna država, ampak za nas je ogromna. Petindvajsetega junija 1991 smo Slovenci dozoreli in stopili na svojo pot. Razglasili smo lastno državo. Takratna slovenska skupščina je uzakonila temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in deklaracijo o neodvisnosti ter tako postavila formalno pravni temelj slovenski samostojnosti. Dan kasneje, 26. junija 1991, je bila suverena slovenska država slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani, s čimer so se končala prizadevanja za njeno samostojnost. Postali smo samostojna in neodvisna država. Da smo prišli do svoje države, je bilo potrebno veliko vztrajnosti, s katero smo prebrodili težave in dosegli cilj. V letošnjem letu obeležujemo 100 let priključitve Prekmurja k Sloveniji. Ko je bilo leta 1918 prve svetovne vojne konec, so v palači Trianon v Versaju v Parizu po pogajanjih velikih sil in prekmurskih aktivistov večino Prekmurja postavili na stran meje
ki je na severu ločila kraljevino Slovencev, Hrvatov in Srbov od Madžarske. Največ zaslug je imel izvedenec za Prekmurje dr. Matija Slavič. 17. avgusta vsako leto se spominjamo obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. To je državni praznik. Letos je minilo že 100 let od priključitve Prekmurja k matični domovini. Slovenski prebivalci Prekmurja so se namreč vse do konca Prve svetovne vojne razvijali ločeno od preostalih Slovencev. Bili so pod močnim vplivom razmer, ki so prevladovale v ogrski polovici Avstro-Ogrske. Do konca Prve svetovne vojne so prekmurski Slovenci tako spadali k ogrski polovici takratne države Avstro-Ogrske, preostali del naše domovine pa k avstrijski polovici. Priključitev Prekmurja k matični domovini je velik praznik za prekmurske Slovence. Ob 100-letnici pa je potrebno spomniti na Slovence v Porabiju, ki so ostali zunaj matične domovine. Uradne številke pravijo, da danes na Madžarskem živi 3000 pripadnikov slovenske narodnosti. Razmejitev takratne ogrske in kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pa ni pustila le Slovencev na Madžarskem, temveč tudi Madžare na Slovenskem. Prekmurcov nihče ne razme, so nerazvite in bavge za hrbtom. To so le nekateri stereotipi o Prekmurcih. Čeprav je Prekmurje del matične domovine že 100 let, še vedno velja za najmanj znan del Slovenije. O pesmi Vlada Kreslina Nekega jutra, ko se zdani, vas vabimo na izlet v to čudovito pokrajino Štorkelj, prostranih polj in slastne ribanice onstran Mure. Prvi žarek že dviga se iz sna. Glej, nad vodo je svetloba vzšla, ko poslednjemu temi poidejo moči. Novih stoterov se sonca veseli, nekega jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot. Nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo, nekega jutra, ko se zdani. Tam pri peči stari, kot včasih tiste dni, s klobuki na omari in toplimi dlanmi. Spomnimo se pesmi stare, ki bila je še od vseh glasneje od viharjev, se slišal bo naš smeh. Nekega jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot. Nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo, nekega jutra, ko se zdani.
jutra, ko se zdani in se glave ohladijo, vsak odide svojo pot. Nekega jutra, ko se zdani in se solze posušijo, nekega jutra, ko se zdani. Pot do uspeha se je samostojnosti šele začela, saj smo se morali uveljaviti tudi na mednarodnem področju, kar pa ni bila enostavna pot. Leto po razglasitvi samostojnosti so nas priznale vse pomembnejše države tega planeta, vključeni smo bili v Organizacijo Združenih narodov, leta 2004 smo vstopili v Evropsko unijo in vojaško zvezo NATO. Leta 2007 smo prevzeli skupno valuto evro in leta 2008 predsedovali državam Evropske unije. Naša prepoznavnost izven slovenskih meja pa niso samo dogodki in dejanja ter simboli, ki nas razlikuje od drugih držav. Kultura je tista, ki nas določa. Lansko kulturno leto je bilo posvečeno slovenskemu razsvetljencu Valentinu Vodniku. 8. januarja 2019 je minilo 200 let od njegove smrti. Bil je rojen v Vodnikovi domačiji v ljubljanski Šiški. Valentin Vodnik je prvi na številnih področjih, oral je ledino. Bil je jezikoslovec, pesnik, učitelj, duhovnik, prevajalec, časnikar, arheolog, numizmatik, izobraženec razsvetljenskega duha, katerega osrednji cilj je bilo izobraževanje neukega prebivalstva. Vodnik je bil avtor prve izvirne samostojne slovenske pesniške zbirke Pesme za pokušino. Bil je tudi urednik prvega slovenskega časopisa Ljubljanske novice, ki so prvič izšle 1797. Napisal je prvo v slovenščini napisano slovnico slovenskega jezika, pismenost ali gramatika za prve šole. Napisal je tudi prvo kuharsko knjigo v slovenskem jeziku, Kuharske bukve, kjer je zapisal smernice, kako naj bi Slovenci jedli. Danes bi rekli, da je bil pravi multipraktik. Pesem Valentina Vodnika Dramilo govori o tem, kako je Vodnik v 18. stoletju spodbujal Slovence, da naj bodo delavni, ker bodo samo tako lahko lepo živeli. Valentin Vodnik se je rodil v premožni kmečki družini v Zgornji Šiški na domačiji pri Kamiti Mizi. Šele pri 9 letih se je začel učiti branja, pisanja in računanja, a ničesar ni zamudil, saj je bil dober v šoli. Kot duhovnik se je učil tudi italijanščine in francoščine. Njegovo življenje se je spremenilo z ustanovitvijo ilirskih provinc na našem ozemlju. Nova francoska oblast je prinesla šolsko reformo, ki je dovoljevala pouk v jeziku dežele. Bil je učitelj in ravnatelj različnih šol. Po njegovi zamisli so učitelji začeli poučevati v slovenščini, prav tako je ta postala obvezni predmet za učence v zadnjem letniku. Vodnik je bil tudi učitelj Franceta Prešerna, poučeval je na liceju. To je šola, ki je stala pred Vodnikovim spomenikom, ki stoji danes na Ljubljanski tržnici. Napisal je prvo slovnico slovenskega jezika v celoti napisano v slovenščini in prvi slovenski učbenik za poučevanje materinščine. Tvoril je besedje iz narečij in uporabljal preprost jezik. Pisal in urejal je prvi slovenski časopis Ljubljanske novice ter Veliko in Malo Pratiko, ki sta bili namenjeni zlasti kmečkemu prebivalstvu. Vodnik je bil tudi pesnik in avtor ene prvih slovenskih pesniških zbirk z naslovom Pesme za pokušino.
Odkrito je podpiral francosko oblast na našem ozemlju, znana je njegova pesem Ilirija oživljena, zato se je njegov položaj v šolstvu po vrnitvi našega ozemlja avstrijskemu cesarstvu poslabšal, bil je predčasno pokojen. Umrl je v 61. letu starosti in je bil pokopan na pokopališču svetega Krištofa, kjer je danes spominski park Navje. Tu najdemo tudi nagrobnike nekaterih drugih pomembnih in znanih Slovencev. Del države smo tudi učenci, ki bomo gradili njeno prihodnost. Letos smo gradili naše uspehe na različnih področjih v šoli in od doma. Ko se ozremo nazaj, vidimo, da je bilo šolsko leto delovno in uspešno, vendar zaradi pandemije zelo drugačno. Zahtevalo je veliko osebne odgovornosti od vsakega izmed nas, da smo učenje in delo kakovostno opravili tudi od doma. Tako smo s svojim delom na nov način prispevali k razvoju naše skupnosti. Jutri je za vse Slovence pomemben praznik. Danes dobimo spričevala in dolge poletne počitnice se lahko začnejo. Najpomembnejše je, da bomo za nekaj časa odmislili šolsko delo in se septembra zdravi vrnili pripravljeni na nove izzive in nova znanja. Ker je v vsaki stvari nekaj dobrega, bomo letos zaradi pandemije imeli priložnost bolje spoznati našo lepo Slovenijo.